Zanimivo, kakšne imajo te ribiške čovne, ne. Prej je ena luštna punca priletela. Vzel. Kurc mi jih ukradejo, bom pa brez. Kaj mislite, sem sposoben preplavati bazen, ke in nazaj? Zdaj, če ga bo ena ženska čist pritisnila name. Tale Turca je res ena nategancija. Drugač pa tlele bo mogel en priti z idejo v čistimo prispel na novo lokacijo v Mujne. In lejte, tule je moja namestitev. Mislim, takole imamo bazenček, ne. Vrhunsko, vrhunsko. No, da vam pokažem še mojo sobco. Takole izgleda. Evo. Všeč mi je, da je kvadratura, velika postelja, na teli bom spal, na teli si bom vse gor naložil. WC kopalnica še niti pogledal nisem. Super, glejte. To je vse, kar rabim. Tako da sem super zadovoljen. Veste, da sem pri namestitvah pa mogoče že malo preveč parovan ratal. Zdaj vse, kar mi je več kot 20 € na noč, mi je že drago. Na mimogrede, tole je slabih 19 € na noč brez zajtrka. Če hoče zajtrk doplačati, pa 3 €. Maksimalno 3 €. Tako na Bookingu piše, v praksi tu ponavadi. Imajo pa tle nudijo mango smutije za €30. Upam, da so tako dobri, kot tam, ko sem bil, nič. Zdaj pa, da vidimo, kako pa kaj naprej. Najprej stuširati se, pol gremo pa dalje. Sem si naročil hrano, sem bil že ful vesel. Evo, lejte, še gratis so mi tule dali. Kalamarčki so tu. Tole je mango džus, ampak ni pa pomfrija. Ženska je rekla, da je tudi pomfrija. Je pa tle, ko sem tle to naročil, ampak oni ne kuhajo. Tu imajo z enim dostavo zmenjeno in super teli kalamarčki za dobrih 5 €, ne. Čist dobro, sam fali pomfriček. Tako da vidite, ni tu dobro naročati. Bolje jeti in to je to. Sem glede na to, da imam roko čisto pečeno, sem rekel, tle naročil, ker bom zdaj po tem soncu kam hodil. Moram priznati, da je bilo tole zelo, zelo, zelo dobro. Tako da fino sem se najel, čeprav ni bilo pomfrija. Tako da tle bi šel še jest, ampak ne bi naročil, bi šel v lokal. Tako da bom šefici rekel, naj mi v Google tipka, pa bom šel direkt kaj jest. In glih te kalamarčke, ki so pa vrhunski. Za dobrih 5 €. Zdaj sem se šel malo ven sprehoditi, ki je tema pala, zato da me sonce ne ujame. In veste, koliko je takih restauracij, lejte, imajo noter rake, školjke, vse živo. Jaz sicer imam rad morsko, ampak da bi pa prej rekel, lejte, tegale rakačem, tu pa ne morem. Je pa večinoma restauracij niti enega človeka ni noter. Zdaj sem šel tukaj v eno restauracijo, ogromno. Pa sem samo jaz še en človek, ima tle še trgovino. Pa sem naročil en mango džus, ne, mango shake. Bi naročil tudi tisto juho zelenjavno, ampak jo nimajo na jedilniku, imajo samo z mesom. In zdaj, če mi jaz rečem brez mesa, sej bo rekel, ja, samo pol mesu, mi pa mesu ne odgovarja. Bom videl, še malo meni pogledal, če mi še kaj pasalo. Imajo neke školjke z čebulino omako. Školjke morajo biti z, to se pravi, česnovo omako, ne. Tako da imajo pa vse živo. Škoda, ker ne najdem nekaj zase.
Sam niti nisem nekaj fejst lačen, ne. Če ne bi one nudeljne z morskimi sadeži, se mi zdaj nisem lačen, zakaj bi jo, vse je fino, da malo shujšem. Mango džus sem dobil, me prav zanima, kakšen bo. Me je vprašala, če bom še jo, pa sem rekel, da ne. Je pa zdaj malo odvisno od tega mango džusa, kakšen je. Če je fejst dober, naraven, pol možno, da bom še kaj pojel, če pa ni, pa ne bom. Vrhunski je, tako da bom vsaj še enega pojel, spil, pojel, se ne vem, kaj je tu. Pa še robo za v sobo, neko sok moram kupiti, pa take zadeve bom tle pri tem majstru trgovini. Jutri grem na eno turco, zjutraj že ob 4:30, ja. Za 5 evrov, ne moreš verjeti, kakšne cene. Dobro jutro. Evo, mi tukaj čakamo sončni vzhod. Vzel sem eno turca, zjutraj ob 4:30 smo krenili, pa so nas peljali 40 minut tole stran. Tole v bistvu puščava, pravijo temu bele peščine. Tale izlet, ko smo šli, je bil čist pocen. Dobrih 5 evrov, sem rekel, madona pocen. Sem tlele te pa nategnejo, te pa tlele 4-kolesnikom pripeljejo, 2 minute te pele, pa dobro še 2 minute nazaj, ti vzame pa 10 evrov. Ampak, ko si tle nimaš kaj, ne, drugač vam priporočam, raje vzamete motorček, pa sami pejte, če bo kdo tle. Pa tudi pol nis nič odvisen, ne. Si lahko kakor časa češ tle in tako naprej. Mi zdaj tle imamo 1 urco in to je to. Tamle na sosednjem hribu je druga skupina, še mnogo večja kot naša. In oni imajo veliko boljšo lokacijo, glejte, semle spodaj je neko jezero, se tle čisto malo vidi, ampak tam je pa veliko boljš, tako da tle so nas nategnili čisto v vsakem primeru, ne, lejte, zdaj pa vidim, tole imaš, to, kar so nas pripeljali, to imaš dobrih 5 minut za pešiti, tako da se počutim nategnjenega. Ta glavna atrakcija je pa tole, kada tlele dol pelejo. Evo, še eni. Mi smo se tu na Namibiji, smo dobili vsak svoj 4-kolesnik. Tisti, ki niste pogledali video, ga poglejte. Da smo se ne 3-4 ure vozili sami po puščavi za mogoče kakšen evro dražji, kot smo tole plačali. Ki je res brez veze. No, upam pa, da nas pelejo kaj na uno stran. Da še vidimo tam, kje se je neka voda od zadaj. Evo, sem prej tle dobro videl, da je neko jezero oziroma to je mogoče kar morje. Glejte, pa zanimivo, ne? Tamle spodaj zeleno, nič. Mivke, pol pa sipina. Tlele bi bilo ful dober bos dol teči. Tu veste, da jaz v teh zadevah uživam. To sem počel v Maroku, v Namibiji. Majster nam je tle ob cestu obstavil za par fotk, za par minutk. Predlagal je, da se gre gor na streho, tako kot je šla tale punca. Ampak majster bo proti soncu snemal, slikal, tako da tudi tu ne ve.
Drugač pa tle sem že prej opazoval, lepa plaža. Sam tu bi se mogel tle jet sprehoditi, ne pa zdaj, da nam tle za minuto ob cest ustal. Je pa zanimiv tale avtoček, ki ga imamo, vam ga bom pol pokazal. Tudi tak je, da bi nas lahko on gor pelal. Ne pa, da smo mogli jeti s tistem štirikolesnikom brezveznem. Zdaj smo tukaj prišli še na eno stepinco. Tamle gor vsi rinejo, bomo videli, kaj vidimo gor. Je kar daleč. Kele gor moramo priti in tamle vidim, da se spuščajo z unem, ki smo se mi v Namibiji, to je vrhunska zadeva. Sam jaz se ne bom, ker sem ves tu pečen, pa pol mivka, pa on, pa tret. Je pa tu vrhunsko dobro, no. Če si niste pogledali tisti moj video z Namibija, si ga morate pogledati. Najdete ga na mojem YouTube kanalu. Samo pišite Tomaž Gorec Namibija. To je to. Sem vsem pričakoval neki boljši razgled. Je pa kao, tle se dol spustiš lahko stole. Plahto. Kratka je tale, kratka. Ono mi v Namibiji smo imeli veliko daljšo, pa to je letelo. Je bilo res fino. Evo, lejte tam alga tamle. Evo ga. Vidite, tlele, kar tujci se ne odločijo, da bi tule vzeli. Bi mogli to malo bolj promovirati, sami bi se mogli dol to voziti, pa bi bilo. Tale Turca je res ena nategancija. Evo, tule je kao fishing village. In nam je dal pop 10 do 15 minut, mislim. Zato le brabiš večkrat več, če me da vprašaš, ne. Pa tudi, jaz sem mislil, da je tu neka vasica, da bomo tu hodili, da bo neke kolibe, kjer ljudje živijo, pa tako. Zdaj smo pa v bistvu mi prišli v pristanišče Ribiču. Vas pa nikakor ne. Gremo dol nižje. Zdaj sem spodaj. No. Sej morda pa je majčkan ribiška vasica, ker tle najbrž ljudje živijo. Evo, takole ladice v kup. Tamle je pa kao neka tržnica, tako da do kje bo treba jeti. Tam bo po mojem najbolj zanimivo. Pa še malo ta velik fotoaparat vzamem, pa malo tele ladice slikam. Imam dober objektiv, da približam. Te slike bom pol na Instagramu objavil, tako da poglejte moj Instagram profil, po Tomaž Gorec me najdete. Tole je pa tržnica teh ribičev, tamle majster mi nekaj kaže. Če se grem voziti najbrž, pa se ne grem. V glavnem, gledajte, kaj vse imajo, raki, školjke. Iskreno povedano, se mi tule smilijo raki. In gledajte, kakšni so tle, gledajte, ta še giba. Prav težko tu gledam, ampak to je tudi sebičnost. Poljubi pa ga, gledajte, kakšna hobotnica. Dobra, dobra. Aha, ne bom majster. Hvala. Mislim, tle zgleda, da je morje zelo bogato s tem, ki je tukaj vsega tega. Gledajte, kakšne ribe. Noro, koliko je tega. Grem še kele pogledati, pa tamle tudi čist na obali nekaj počnejo. Drugač pa tle bo mogel en prideti z idejo, očistimo Vietnam, gledajte, tole bi pa lahko malo počistili, se tle živijo, prodajajo. Samo tako so navajeni, sej. Rabijo čas, da se bo to spremenilo. Enkrat se bo.
Kdaj, ne vem. Aha, tamle školjke pere. A tkaj školjke celo tamle, lejte, jih tamle nabira, lejte. To jih kar tle gojijo, ali kako imajo, ne vem. Ne morem vedeti. V glavnem, no, zanimivo pa ne, koliko vidite morje hrane da, ne. Tako da to je, ne vem, kam je če ta majster dopovedati. Tole malo zbirajo. Tu so ujeli. Gledajte, ta majster ima vse živo. Zdaj sem se spomnil, da sem pozabil zamenjati kartico, ker bo ta polna in dobro, da še imam plac. Zdaj gremo pa po teli reki nekaj pogledati. Nisem človeka čisto dobro razumel, sem ga pa razumel, naj čevlje pustim tle, da jih bo un merkal. Upam, da jih bo res. Tule so najdražji čevlji tale, tako da bomo videli. Majster pravi, da bo čevlje merkal, nikjer ga ni, tako da jaz jih bom kar vzel. Kot mi jih ukradejo, bom pa brez. Zahoditi je fino, je mivka. Kam točno pridemo, pa ne vem. Pustimo se presenetiti. Je pa tudi tale, ki ga vidite pred menoj, je v naši skupini. Tudi on se ni čevlju upal pustiti. Majster sem prav, da bo merkal. Pa ga takoj ni bilo, po 5 sekundah. Tle je malo tako, da bi lahko rekel, da je zanimivo. Tle je pesek. Pa lejte tale, tle se lahko s tole kačo slikaš za 1,5 €. Ja, in tamle je majster z uno kačo. A ne podpiram tukaj, moče ne živali. Čeprav je čisto pocen, se ne bom slikal. Mečkam se pa tudi bojim, če sem čisto iskren. No. Vse je kar zanimivo. Malo sprehodek. Relativno hladno je, kakor je drugače vroče, ne. Drugače sem v dolgih rokavih, zato ker imam upečene roke. In zjutraj sem šel v kratkih, ker pa sonce posijal, sem pa dolge oblekel. Tako da pa ura še 8 dni, pa je že vroče. Tako da tale vročina me bo ubijala, imam občutek. Tole kar hodim, ne vem, kdaj bo konc. Evo, šli še Maldi gor naprej, se pravi, da je še malo gor, oziroma ne vem. Tlele, kad dež pada, se malo dol sesipa. To bo zgleda to, ker tlele se vidi, noben več ne gre, ne vidite, tle je že bolj globoka voda, pa tako naprej, nič ni uhojeno, tako da zgleda tale, kljub temule reku, kot neki kamnolom, oziroma mivkolom, da je ta zadnja točka, tako da zdaj pa nazaj, glede na to, da je majster rekel, da imamo cajta okoli pol urce, sem siguren hodil več kot 15 minut gor, tako da moram kar stopiti dol. A pa dobro, če me bojo malo čakali, me pa pač bojo kurce. Evo, za na konc sem si privoščil pa še en kokos. Ne morete verjeti, kako je dober. To je taka sladka pijača, glih prav sladka, ki je mrzel, je fantastičen. Zdaj, ko ni več tako močan sonce, sem se pa tudi jaz malo odpravil naokoli. Tako da grem do plaže, pa potem bom kar peš po plaži udaril, oziroma kakor mi bo najbolj odgovarjalo, kjer bo kaj zanimivega, tja bom šel. Tako da je do teme kar še ene 2 urce, saj če ne več. Pogrem pa še nekaj pojest, tako da super bo. Veste, kaj pa imajo stranje tle v Vietnamu?
skoraj ni dostopa do plaže. Jaz sem zdaj tukaj čez eno restauracijo prišel. So me kar malo čudno gledali, najbrž ne bi smujet. Sem mislil, aha, pridem, pogrem pa naprej. Vidite, tle pa zdaj, če je bilo vse, ka bi še šel lahko naprej. Tako da, kje sploh do morja prideti, ne? Tako da grem kar malo naprej, pa bom spet probal desno iti. No, zdaj sem pa na šverc, čez eno restauracijo, prišel do plaže. Se bom pa naprej sprehodil, da vidimo, kaj bomo kaj videli. Ljudi je veliko, bolj pomeni tudi malo smeti, ljudje se kopajo. Vidite, to je pa slabo, če si sam. Jaz se skoraj ne morem iti kopati, ker ne morem vse stvari pustiti, ne. Da mi kdo vse ukrade, grozno, ne. Tako da bi mogel nekaj najdeti plec, ker noben ga ni, pa bi se mogoče šel tam kopati. Morje je vedno super, imam to kar neko energijo da in prav uživam se tlele sprehajati. Čeprav ni nič takega, da bi rekel pa kaj posebenega, ampak prav uživam, bom šel pa še nekam jest. Probal najdete eno restauracijo, tako da imaš pogled na morje. Dober je, dober. Evo, tlele ena punca svojemu fantu pozira, kaj bi še manj za kakšne fine izseke bi bilo, pa slikce. Evo, otroci se takole igrajo. Vidim, da skuterčki vodni so zelo popularni. Tle imajo zdaj pa eno široko promenado. Tako da sem pa kar sem šel, ker že kar en cajt hodim po plaži. Imam pa tamle v daljavi, vidim, veste, ono, ki imaš neko napravo, ki vodo ven meče, ti pa stojiš gore. Pa bi šel tu na malo bližji pogledati, tako da grem do ke, pa bom počasi pobrnil, pa iskal nekaj za jesti. Tole pa zgleda sušijo ribce. Pa jih zdaj skupaj dajejo. Kelnarjev milijon. Lepo sem jo vprašal, če je tle pri temu tudi riž, kima. Sam me ni zastopila kima. In mi prinese brez riža. Zdaj jih pa kličem, lejte, koliko jih je, noben ga ni. V glavnem, katastrofa tole pa katastrofa. Zdaj so pa le prinesli, ne vem, a sem mislil, da sam tele malancanejo. Tle pa šefica mangote nabira, ima eno stvar, da ga prime in lejte, pol pa mango pade dol. Danes sem vzel motorček in sem šel majčkeno naokoli. Tako ob plaži šel malo gor, malo dol. Tukaj nekih takih posebnih znamenitosti drugo, kot plaže ni. Imam sicer problem, ne, vidite, v dolgih rokavih moram biti, še zmeraj sem opečen in se moram paziti. Je pa hvala Bogu, da nas majčkeno oblačno, saj da ni tiste hude pripeke. Je pa res, da je še kar zgodaj zjutraj, tako da možno, da pripeka še bo. Tukaj je drugače zelo lepa plaža. Tlele je sicer majčkeno vonja po ribah, ker tamle 10 metrov za mano prodajajo ribe. Ampak gledajte, tamle naprej pa čisto prazno. Zdaj jaz se bom šel tudi nekje okopati. Ampak iščem en plec, ki res noben ga ni, zato ker jaz vse stvari imam s seboj. Če mi kdo ukrade, sem ga na J. Tukaj je za dostopom do morja drugačka pri nas. Tukaj kje je dostop, ker razni hoteli zaprejo. Tale hotel, ki sem vam ga pokazal, ga sicer ni zaprl. To je drugače po en stran slabo, ne? Po drugi je pa tudi dober, ne? Ker če imajo vsi dostop do plaže, ne?
to plažo tako zasvinjajo, da se Bog usmili. In tukaj pa verjeten hotel mečkan skrbi za to. In lejte, je pa plaža, vam povem, to je razlika kot dan pa noč. Tukajle ali pa 500 metrov nazaj. Tjale naprej so tudi še lepe plaže. Samo imam dosti te hoje, sem približno kilometrček naredil, zdaj pa še kilometer nazaj, tako da grem nazaj. Zanimivo, kakšne imajo te ribiške čovne, ne, okrogle, breku nič, ne aerodinamične, ampak vodno-dinamične, ne. Verjeten s tem ne grejo glih deleč, takole ima, lejte, motorček, da ga turine. Nisem še nikjer videl kaj tacga. Spogledujem se, da bi si kupil tale ananasek. Sem kako gam narazen dobil, drugače pa lejte, zanimive zadeve, takole tudi prodajajo. Škoda, da nimajo ananase takole. Takole po obali se pa že dolg časa nisem vozil z motorčkom. Pa je kar fino. Iščem neki lokal, da bom en kokos pil. Tamle je sicer odzate en bil, sem bila muska prenaglas, pa grem en to na živce, izhočem mir. Tako da upam, da najdemo tudi kakšnega tacga. Je kar malo adrenalinska tale vožnja z motorjem po plaži, lejte, tle čez bo treba je. Ne vem, če sem tole najbolj pametno se spomnil, lejte, zdaj moram tlele val ujet, da bom prišel čez. No, mi je ratalo tam čez prideti. No, lejte, tle je pa grozna plaža. Evo, tle se pa verjetno tudi ven da prideti. Dober, jaz sem tukaj, da vem, pa grem tle naprej, čem kakšen lokal najdu. Ne, sem tle ga ne bom, tle so sam ribiči. Tako da grem kar ven. En kokos bi rad spil, no, tu me jebe. Prispel še na eno točko, ki je po slikah bila videti zanimiva. Kele gor se moram sprehoditi nekam in je en pol otok. Jaz upam, da je kakšna senca, da sem tudi malo kopal. Evo, lejte, moj motorček vam pokažem. Ste pogruntali kaj? Spet ni nosilca. Kaj se mora tatle zraven mene ustavljati? No, lejte, tole dol sem jaz hotel iti pogledati. In vidim, da so tamle tudi motorčki. Tako da mi je skar z motorčkom šel. Ne, da se mi ne bi dalo pešiti, ampak če imam motorček ob sebi, sem bolj brez skrbi, da mi ga nekdo more ukrasti. Sem prišel do dol, ampak glej, kakšnega dobrega placa za kopati pa ne vidim. Tako da bom probal več sreče tamle naprej, ki je mivkasta plaža. Oziroma, glejte, zdaj sem se spomnil, tamle smo se mi pelali in tamle je več kilometrov plaže, mivkaste, ki skoraj ni pa ljudi. Tako da ja, kaj gre. Evo, sem najde eno plažo čist zase. Ni glih sicer najbolj čista, ampak bo fino. Lahko bi še človek tudi z motorčkom dol tlele. Vidim, da eni se vozijo. Sam jaz nisem tako dober, tako da ne bo še. Jaz mislim, da je to najboljša priložnost, da se iti kopati. Čeprav me je malo strah, ko se ljudje z motorji men vozijo, da bi samo zagrabil mi vse, kar imam, pa odpeljal se naprej. Zdaj sta se 2 minuti pelala, to treba biti kar pazljiv. Dober sem se vkopal, zdaj pa še ananas pojem, pol pa naprej. Evo, ful. Aha. Evo, motorček sem pripeljal nazaj. Majster mi je malo sumljiv, da ne bo kaj kompliciral. Evo, sva z majstrom vse zrihtala. Gremo naprej. Zdaj sem se pa odločil, da grem pa še malo tale bazenček sprobati. Škoda ga bi bilo ne, če ga imam tik pred nosom. Kaj mislite, sem sposoben preplavati bazen, ke in nazaj?
Zdaj, če ga bom, bodo sigurno nekateri rekli, da sem prej obrnil. Ampak ne, jaz sem prepričan, da ga lahko. Sem malo samozavesten, evo pa, da probamo. Neke vode ne morem gledati. Prav reže ti oči. Reži v resnica. Večkrat premislim, pa se kaj spomnim. Nimam idej, kaj narediti. Oči se ne bom zdaj bavil. Tako da, sorry, ne bom probal. Prav, kaj bi vmes mivka bila. Pa ne bi se mi zaletavala v oči. Tako da ne moram, drugače pa sigurno preplavim kaj pa nazaj. Bom vam v Topolšici pokazal, ko bom cel bazen preplaval, je več ka tle pa nazaj. Ker imam cajt, grem zdajle pa še na 1-urno masažo. Tule na Vogalu imajo in je 5 € za celo uro. To ne moreš verjeti. Motor je še meni, pa sem se umaknil. 5 evrčk v 1 uro, bi bilo škoda to ne izkoristiti. Upam, da bom lahko kaj pisal. Evo, to je tale masaža. Prej je ena luštna punca priletela. Bomo videli, če še kje, pa če mi bojo pustili kaj posnet. Evo, salonček tak lep, ne vem, kdo me bo masiral. Ali me bo unale tamle desno, ko sedi. Vlejte, važno, da je ženska, tako da... Prišel iz masaže, super, se pravim, za 1 urco 5 €, pa tu se pa res plača. Dal sem mi še 1 € tringelta, tako da je punca dobila 6 € in je bila tako vesela, da ne morete verjeti. Kaj pa vi si kdaj privoščite masažo? Vam to paše, vam ne paše. Jaz se počutim čisto drugače, res. Prav pasalo je, bolj se počutim, pa še užival sem med masažo, tako da super je bilo. Zdaj si bom pa privoščil nekaj za jesti, ene une kalamarčke, ki sem jih že enkrat leju. Veste, da sem pogruntal, da dvakrat sem nekje drugje hotel jesti, pa sem vse posod mečken. Nisem bil nikjer tako zadovoljen, kakor s tem kalamari, kakor jih tlele dobiš. Tako da bom šel zdaj naročiti, pa mi bojo pripeljali. Saj z Bence še moram, da bo še pomfrije zraven. Dobil sem hrano, kalamarčki. Jih je več kot prejšnjič, ampak so tudi za 1 € dražji. No pa še pomfrij sem si naročil. Pa Coca-Cola prav zapasalo me je mečken tega džanka, se pravi pomfrij, Coca-Colca. Tako da tole bom zdaj z veseljem pojel. Dobro jutro. Takole imamo, dež pada. Jaz moram iti pa 200 metrov peš dol do avtobusa. Tako da mi ni tole čist nič všeč. Sam kajčmo, tako je. No, drugače pa, da po pravici povem, da me je zdajle kar strah potovanja naprej. Iz enega razloga, ker bo tu koroče. Pravim, temperature za vse moje naprej potovanje, ki bo trajal še 14 dni, so do 36 na dan. Nikoli pa manj kot 33 na dan. Upam, da se kaj motijo. Tu se pa res bojim, lejte, ker če 3 dni hude vročine že zdržiš nikoli. Ampak da je tu pa dan za dnem, tle sem en dan po noč
je bilo tako vroče, da sem klimo mu vklopljeno. Jaz ne vem, sem se čisto en kod dal, da me ni klima nič dosegla, čisto malo sem je dal. Mene ta klima čisto nič, ne. Drugače pa še nekaj zanimivega se tlele naredilo, vam še nisem povedal. Ena ženska čisto pritisnila name, ena popotnica Nemka, mojih let. 10-krat je prišla do mene, tlele me nekaj sprašvati. Luči, zakaj so vžgane, kje se uno vklop, kje se uno izklop, pa še, kako tudi, da sem za računalnikom, kaj delam. Se je pa tako orang zrihtala in kar fino je izgledala, ampak tečna po mojem je pa tudi bila kastu mater, ker skus je bila na recepciji, skus je nekaj jo motilo, skus je bilo nekaj narobe. Tako da sem ugotovil, da bi se tudi na potovanjih dalo kakšno žensko dobiti, ne. Nič, zdaj pa čakam, ne, tle šefica mi bo sporočila, kdaj pridejo, in ko mi bo sporočila, jaz letim dol 200 metrov imam. Zdaj menda špada kaj prej je še enkrat bolj, tako kot zdaj je čisto okej, se nič ne sekiram. Tako da bom posnel tudi še tole pot do Ho Chi Mina oziroma Saigona. S tem bom pa video zaključil in bom začel snemati novega. Tako da glejte naprej. Evo, šefica maha, goodbye. Mi je šefica še prvo zrihtala me z enim električnim avtkom. Pelejo. Takem mejhnem, ker tle boste videli, so zelo ozke ulice in z avtom ne gre. Imam občutek, da tale majster tole velikat voz, ali je pa previden tako zelo. Ima tudi brisalce. Zdaj so prišla tle kao na cilj in čakal avtobus. Sem pa zdaj spet pol urce preživel z ono ženskico, ki me je osvajala, in zdaj lahko še bolj iz zagotovosti trdim, da me je osvajala čist skozi uno prav vidno. Prav vidno, tuk meni že 20 let nobena osvajala. Sicer, da note misli, da si zdaj jaz domišljam, da sem tuk fejst pa tuk lep, da se je glih name spravila. Verjetno se še na mrskega takuzga, ne. Ampak zanimivo, ne, bi se dalo kaj rešiti, ne. Sej mogoče sem trapast, ker nisem malo pritisnil. Ko pa vi mislite, napišite komentar, bi mogel ali bolj, da se nisem zapletal. Prišel avtobus, spet tata modern. Res se lahko potvati po Vietnamu. Bogi ljudje, koliko imajo dela z mojim kufrom, ki je tukaj težak. Ta je še bolj modern avtobus, kakor sem se do zdaj vozil, lejte. Res ultra moderno, ultra udobno. Košta me tole pa, ma se že pozabil, v glavnem smešne cene so tole, manj kot 10 evrov za 5 ur vožnje. Evo, prispel v Saigon, tle so nas ven vrgali. Ne vrgali, vsi sem v ful srečo, ker je tu čist bliz mojega hotelčka. Ful 200 metrov imam samo, tako da bom kar peš krenil. Tako da, super. Imam samo 140 metrov do hotela, ampak glede na to, kakšna gužva je tle po ulici, ne, je pa težko to mečkani s temle mojim kovčkom rint, ne. Pa še ne vem, ali moram iti gor ali dol.
Če je vola dosti velika, lejte, so vse datle s temle mojim kovčkom po takeli oski ulici. Ajde, majster, mačkan se omakn. Saj nimam delati 140 metrov. A vidite, ne, takole malo heca. Ampak gre, lejte, gre. Tako da dober kovček imam. Dober. Hotelček sem najdel, plačal, zrihtal in je v zelo luštni ulici, lejte. Mi je zelo všeč, zelo všeč. Nisem pričakoval, da mi bo tako, sem malo odprl do tega Hošimina zaradi vročine in tako naprej. Ker sem prišel prehmal, v 2 je check-in, moram še malo počakati, grem pa spit neki mango juice ali pa kaj tacga, tako da pa malo se sprehodim. Sem zelo vesel, no. Veliko bolj, ker sem bil pol ure prej. Dragi gledalci, sem že v sobi. Sobo vam natančno razkažem v naslednjem videu. Hvala, ker ste si pogledali ta video do konca. Če se niste prejšnjih pogledali, jih poglejte, pa tudi poglejte vse prihajajoče, ker bodo zelo zanimivi.